Kako je bilo pa vama snemati, ko ste bili filmcologinji? Meni je bilo super. Meni se je zdelo, da sem največja zvezda igralka v Ljubljani. Kako se pa vama zdi? V redu. V redu? Ja, v redu. A hočete dobiti kakšnega Oskarja? Ne. Ne? Čau. Kako smo? V redu? Vidva? Evo, nič. Hvala. Čau. Jaz sem zaključil zdaj šolo, pa sem vas vršil malo pozdraviti. Jaz smo maturo čez 2 dni, tako da... Kako to, da ste si želeli postati filmcologi? Ja, jaz recimo nisem sploh vedela, kaj so filmcologi, ker sem bila v ta prvi generaciji in sem sam prišla na eno audicijo, ker sem videla, da je, in pol sem postala filmcologinja. Pri meni je bilo tako, da je Sara moja sestra in potem mi je bilo ful wow, Sara na televiziji, jaz bi tudi bila. In potem sem še jaz, ki sem bila stara 8 let, šla na audicijo in so me sprejeli in tako sem jaz postala. A se še spomnite svoje audicije? Ja, jaz se spomnim, da me je bilo kar strah, in zato sem se kar veliko smejal. In na koncu se je izkazalo, da so me zato sprejeli med filmcologe. In ja, to je bilo kar fajn, no. Audicija pa ni nič strašnega, tako da lahko gre vsak probat, če hoče. Jaz sem bila tudi grozno živčna, pa pol v bistvu, ko sem noter prišla, sem začela kar nekaj delati. Na eni točki sem tole začela delati dol in ja, očitno so me tudi zato sprejeli. Jaz se pa v bistvu od audicije ne spomnim nič drugega, razen da sem imel svojo najljubšo številko. 49 se mi zdi in se mi je zdelo blazno fajn, to mora biti nek znak. Kateri je bil vaš najljubši teren? Moj bi bil najbrž nadzoren stolp na Brniku, ko smo lahko malo se hecali z opremo pa tako, no. Bilo zabavno. Moj je bil, ko so nas oni vlečni psi vlekli v čistem snegu in je bilo ful zabavno, čeprav sem imela potem take zobline na prstih od unga snega, ampak je bil moj najljubši teren, ker so bili psi toliko luškani, pa ful smo šli hiter. Moj je bil v živalskem vrtu, ker sem imela teren, da sem čistila slona in da sem pripravila tisto predstavo z morskim levom. In se spomnim, da sem bila ful presenečena, ker mogoče si mislite, da nima dlake, a ne? A veš, kaj zgleda tako ful gladek, no v resnici ima dlako, če ga pobožeš, kot da bi enega kužka mokrega pobožil. Kateri je vaš najljubši dogodek iz studia? Jaz se ful dobro spomnim, ko smo še z Gašperjem snemali in sva mi dva cel studio bila skoraj sama, ker smo se delali, da sva imela uši. In pol so šli eni delati šampon, zato da bi nama preprečili te uši. In pa smo tako veliko nek avtomat za peno dobili in pa je bilo te pene povsod in vsi smo bili od te pene in pa smo se mi lahko šli še igrati v to peno. Glavno ful je bilo zabavno. Jaz se pa najbolj spomnim, najprej sva šla z Jakobom skupaj na teren, pa je en fitness, pa so tam kar orang natrenirala in pol sva v studiu izvala Gašperja na polaganje rok. In tudi, če bi rekel, da je zaigrano, da nam je zmagal, je bil Gašper toliko močen, da ga tudi skupaj nisem mogla premagati, čeprav sem res mislila, da ga bova, ampak na koncu ni ratar in je Gašper bil pač močnejši. Jaz se spomnim enega trenutka, ko je Zoja bila na terenu in se je spremenila v lutko in si v bistvu me pripeljala noter v vozičku in se je Pija prestrašila, ker se kar naenkrat začela premikati. Se mi je zdelo zelo smešno. Kdo pa je sploh bil Gašper? Gašper je živel še preden ste bili vi v tem stanovanju, v katerem se zdaj spijo. In potem je se enkrat preselil in nam je pustil take sporočilce in pol je prišla Pija. Jaz sem v bistvu prvo leto, ko je Pija prišla, pa sem bila ful pripravljena na to, da spoznam Gašperja, ne? In pa sem mi rekla, da je Pija in nisem imela pojma, kdo je to. In pridem tja in je bilo zakon, ker sem jo spoznala. Kaj vam je pa pomenil biti filmcolog? Jaz sem se že takrat veliko hvalil pri prijateljih, da sem tako filmcolog, ne? Pol, ko smo pa dobili Viktorja, to pa po mojem, da še danes, ko pada beseda na to, povem komu, da ja, jaz sem dobil Viktorja, tako da to je kar fajn. Meni se je prvo zdel tak en super izziv in pol v bistvu, kasneje, ko sem že končala, se mi je pa zdelo zelo super, ker sem hodila po Ljubljani in so tako prišli neznanci in so bili, moj bog, ti si bila pri filmcologih. Je tak super občutek, si se vam mogoče zgodili. A vam je ta izkušnja kaj pomagala v življenju? Ja, meni je ziher pomagala, ker potem na kakršnem koli nastopanju, ali je bil to govorni nastop, ali je bilo to nastopanje za starše, sem bil veliko bolj siguren sam vase in
nisem tako jeclov, pa kaj takega, sem bil bolj sproščen in sem bolj užival v igranju. Jaz pa še danes v bistvu sinhroniziram risanke pa filme za televizijo, pa tako včasih. In mi je isto v bistvu, ja, pomagali je, vse nekako se je to začelo s filmologi. Meni je pa v bistvu pomagalo odkriti to, da me res zanima ta industrija, zato ker se mi zdi, mogoče, ko si majhen, si predstavljaš, da to snemanje je vedno ful zabavno, pa se je velikrat zabavno, ampak tako se naučiš, a veš, da moraš ene stvari velikrat ponoviti, pa da kdaj dolgo čakaš, pa da si jih kdaj težko zapomniti, pa mogoče ugotoviš, a je to res zate ali ni.